Lepo pozdravljeni v tretji epizodi serije Nezlobljivi. Moje ime je Luka Hren in danes si bomo pogledali bolečine v kolenih. Bolečine v kolenih so ene najbolj pogostih težav, s katerimi se spopada zlasti aktivna populacija. Zakaj do tega prihaja? Nekako jih bi lahko tako razdelili v ene dva tipa. Ene so pa tiste neke kronične, preobremenitvene zadeve, druge so bolj akutnega značaja. Kadar govorimo o kroničnih težavah, so to najbolj pogoste težave, se pravi takole nad pogačico, pod pogačico, na zunanji strani kolena. Večkrat se z njimi spopadajo razni rekreativni športniki ali pa tisti, ki veliko časa preživijo na nogah, medtem ko pri teh bolj akutnih zadevah pride ponavadi do kakšnih poškodb vezi, meniskusa ali pa kaj podobnega. Zdaj, kako se s temi zadevami spopadati? Ena napaka, ki jo velikokrat naredijo ljudje, zlasti pri teh preobremenitvenih zadevah, je ta, dajmo pogledati en čist tak praktičen primer. Imamo človeka, ki ga zdaj po dolgi zimi spet prvič v hribe, on je šel v hribe 4-5 mesecev in zdaj se je odločil, da bo šel na nek hrib, kjer bo spust trajal 3 ure. In potem na tem spustu se seveda njemu razbolijo kolena, pride dol in potem kaj bo počel v naslednjih dneh? V naslednjih dneh bo pridno ta kolena mazal s kremami in spet bo minil do novega naslednjega vzpona, ne vem, par tednov, mogoče en mesec in bo šel spet v hribe in na spustu, po možnosti iz istega hriba, se bo spet razbolel kolena. To se bo ene 2-3 tako ponovil in ta človek bo prepričan, da njegova kolena ne zdržijo obremenitve, se pravi, da so njegova kolena po domače povedano za nič. Ampak obstaja čist nekak logična razlaga, zakaj se njemu to dogaja. Se pravi, ko je šel on prvič v hribe po tisti dolgi zimi, je bila njegova adaptacija na obremenitev tukaj spode. Obremenitev pri spustu je bila pa tle zgoraj, se pravi, obremenitev je presegla njegovo adaptacijo. Zdaj, ker je on potem en mesec vmes počival, on adaptacijo ni nič dvignil, adaptacija še vedno ostajala tle spodaj in naslednji šel v hribe, obremenitev spet tukaj zgoraj. Ok, kaj bi mogel zdaj on narediti? Namesto, da se je takrat zgolj mazal s kremami in počival, bi bilo veliko boljše, da bi se ta oseba vmes lotila neke kontrolirane vadbe moči, mogoče še pogledala zraven kakšne dopolnilne vsebine, ne vem, kakšne vadbe, recimo kakšne vaje za gibljivost, mogoče malo tega sproščanja s kakšnim valčkom. In ta oseba bi postopoma dvigovala to svojo adaptacijo na obremenitev in ko bi šel naslednjič v hribe, bi mogoče bil že zadosti adaptiran. Zelo pomembno bi bilo tudi to, da namesto da čisto počiva, da vmes mogoče hodi na kakšne krajše hribe, če smo prej rekli, da spust je trajal 3 ure, da vmes najde nekaj vzpone, ker spust traja zgolj, ne vem, nekaj minut, pa nekaj 10 minut potem. In on postopoma dviguje svojo adaptacijo. Se pravi, to je veliko bolj pameten način, kako se spopadati s temi zadevami in postopoma adaptirati kolenski sklep, kakor pa zgolj počivati in upati, da bo nekoč boljše, čeprav v bistvu skozi počnemo isto. Zdaj, čisto par primerov vaj, kako vse skupaj to delati, bova pa tudi z Urošem prikazala, tako da gremo zdaj kar na eno drugo zadevo. Zdaj, ena taka pogosta zadeva, kar se tiče kolen, je tudi ta, da marsikoga skrbi, recimo, ne vem, jaz veliko delam tudi stekače in velikokrat koga skrbi, ne vem, da si bo s tekom uničil kolena, recimo, ali pa ne vem, da mu je nekdo povedal, da si je s tekom opravil koleno, ali pa recimo so ga prestrašili, da recimo si je strgal križno vez in zdaj ga je nekdo prestrašil, ja, veš, če ne bo šel operirati tega, lahko pride do obrave kolenskega sklepa. Pa tukaj neke resnice zadaj po pravici ni. Kaj prinese samo obravo kolenskega sklepa? To je ena taka zadeva, ki se jo marsikdo boji, pač pa vsem skupaj, ker obrave so bolj zoprna stvar, zlasti če pride že do hujše obrave, ne? Se pravi, ker naenkrat sklep ne teče več zadosti dobro. Ampak dajmo pogledati, kaj pripelje do tega. Se pravi, ključna zadeva, ki je dobra mehanika gibanja. Zdaj, če mi nimamo neke kontrole pri gibanju, se pravi, dajmo čisto pogledati, če bi naš kolenski sklep, ko mi se gibamo, ves čas prihajal do tega, da malo rotira tle vse skupaj navznoter, to pomeni, da recimo v določenih delih kolena, če malo to prikažem, v določenih delih kolena prihaja do več trenja, v določenih delih do manj trenja. In je čisto logično, če se to konstantno ponavlja, dan na dan, da bo tisti del, kjer prihaja do več trenja, prej obrabil kot tisti del, kjer ne prihaja. Se pravi, mi moramo koleno pripraviti do tega, da bo čim bolj enakomerno porazdeljene sile, da sklep ne bo preveč kompresiran po možnosti. Se pravi, mi se moramo brez težav, recimo, če je vse normalno, usesti v ta položaj na pete. Se pravi, to nam ne sme predstavljati nekega neudobnega položaja. Tako da, spet, tako kot smo prej rekli, zelo pomembno je, da v bistvu z nekimi vajami, vadbo moči, vadbo gibljivosti,
v bistvu mi izboljšujemo našo mehaniko gibanja, potem to prenašamo na teren, v tek, v košarko, nogomet, hojo v hribe. Na ta način bomo mi v bistvu rešili naš sklep pred tem, da bi prišla neka obraba, ne s tem, da ne bomo tekali, pa s tem, da bomo absolutno se odpovedali neki aktivnosti, zato ker se nekomu pri tem pojavlja težava. Pa še ena zelo pomembna zadeva za vse tiste, ki imajo težave z kolenskim sklepom, je tudi sama higiena v bistvu kolen, rečemo temu. En del, kar se tiče same higiene, tem govorimo, kako recimo manj obremenjevati koleno, kako malo popaziti koleno, ne kako ga čistimo. Ampak en del je že to, kar smo zdaj govorili, se pravi, da dosežemo ustrezno mehaniko gibanja, da dosežemo ustrezno moč okoliških mišic. To je že en del higiene. Drugi del tega je pa to tudi, kako se mi gibamo potem na dnevni ravni. Se pravi, če nekoga matra koleno, pa ta oseba niti ne zna narediti predklona. Se pravi, nima kontrole nad gibanjem v kolkih, ampak vse gibe, ki jih lahko naredi, kadarkoli pobira, je to zgolj na ta način, zato ker je tukaj povsem nemobilen. Ja, potem bo ta oseba na dnevni ravni precej bolj obremenjevala kolenski sklep, ker kadarkoli hoče nekaj pobrati, naredi zgolj to lahko. Se pravi, on ne zna narediti tega. In tukaj so prišli taki manjši detajli, ki včasih pri komu veliko pomenijo, zlasti, če se ta obremenitev pri njemu velikokrat ponavlja. Zdaj, če nekdo cel dan ponavlja neke te gibe, bolijo ga kolena, prej je cel dan pobiral na ta način, zdaj smo ga pa naučili pobiranje na ta način, on kar naenkrat med tem pobiranjem ne bo več čutil bolečine in je že naredil prvi korak v smeri tega, kako te zadeve odpraviti. Se pravi, da rešujemo težavo tudi tam, kjer mogoče nastaja, na dnevni ravni. Tako da, gremo zdaj kar pogledati na same vaje, da ne bomo samo govorili, kako vse skupaj izgleda v teoriji, pa si bomo pogledali na tako progresijo vaj, kaj narediti, ko imamo s tem težave, oziroma kako preventivno ukrepati, da do tega ne pride. Evo, pa si pogledamo zdaj še vaje, o katerih smo že prej malo govorili. Zdaj ena taka zelo uporabna zadeva je sama masaža na valju. Kakšen val, lahko ima bodice, lahko je bolj v bistvu gladke površine, pomembno je, da je zadosti čvrst. Tisti, ki imajo malo bodic, bodo naredili še malo lokalnega pritiska, ker je neč napačno, včasih zelo pozitivno. Zdaj recimo, če gledamo z vidika kolena, predvsem je pomembno ponavadi recimo sprednja, zadnja stegenska mišica. Pri sprednji stegenski se bodo ponavadi pojavljale kakšne take točke tele, se pravi recimo zgoraj na zunanji strani, potem pa še tik nad kolenom oziroma malo više na zunanji pa notranji strani. Zdaj čisto, če imate težave s tem, ne se osredotočati samo na eno nogo. Recimo, da vas boli desno koleno, ne masirati zgolj desno sprednjo stegensko mišico, levo pa puščati čisto na miru, ali pa ne se osredotočati vedno zgolj na sprednje stegenske mišice, zadnje pa puščati na miru, pa pozabljati meče in tako naprej. Ker kaj se zgodi? Ljudje velikokrat opisujejo, ja, imam različen občutek v eni pa drugi nogi. Ja, seveda, če bi eno nogo konstantno ukrepil, masiral in vse skupaj, normalno, da bo tisti nogi drugačen občutek kot v drugi nogi. Tako da, pri samem masaži ta pozornost, pa ne prehiter izvajati, če najdete kakšno točko, malo dlje zadržite na tisti točki, lahko dodate še kakšno krčenje, ne boš mogoče še kakšno krčenje dodaj, tako jasno na tisti točki ustavite in samo malo zadržite. Potem druga pomembna zadeva, bo kar zdaj Uroš prikazal, je ta set na pete, o katerem smo že prej malo govorili. Se pravi, tukaj v tem sedu na pete je zelo pomembno, da se lahko udobno počutimo. Če tukaj čutimo neko napetost, je to že lahko ena od možnih težav. Zdaj je zelo pomembno tudi ugotoviti, kje ta napetost nastaja. Recimo, da ima več napetosti tlele zgore v teh sprednjih stegenskih mišicah. To lahko rešujemo tudi z raztegom sprednjih stegenskih, bo zdaj kar Uroš prikazal, se pravi, tukaj je zelo pomembno, da ohranimo pozicijo v hrbtenici in potisnemo z ritnim mišicam boke naprej. Se pravi, ne naredimo preveč iz tega, tukaj malo klopa noter, tako imamo vso nožno varianto, pa tudi eno nožno, ker boste mogoče še lažje začutili dober razteg. Isto, kar se tiče zgornjega dela, zadnjičnim mišicam potisnete naprej in samo ohranite ta položaj. Zdaj, pomembno je tudi to, da sam sklep ni preveč kompresiran. Deva se vrniti nazaj na ta položaj, ki se bo prej, kar sedaš na pete. Kolenski sklep za dobro drsnost mora imeti tudi malo te laksnosti. Se pravi, mora biti malo, poenostavno povedano, tudi malo hlapno. In zdaj imamo prikazano to skozi eno tako presedanje levo-desno. Tukaj postavite lahko, se pravi, noge malo širše od pozicije bokov in zdaj se samo presedate levo-desno. Za začetek si lahko pomagate z rokami spredaj, potem pa vse skupaj mogoče lahko kasneje prehajate tudi v izvedbe brez samih rok. Gre za to, da v bistvu lahko kontrolirate ta gib. Nič kaj na silo,
Predvsem pa tukaj, če čute neko neprijetnost, da vas bada in vse skupaj, ne ustrajate, pa krajši se poišče kakšna ustrezna alternativa. Zdaj tako, gremo naprej, se boš kar ulegel na hrbet za začetek. Zdaj tako, če pogledamo, koleno je tak ujetnik vmes med kolkom pa gležnjem, tako da je zelo pomembno se lotimo tudi teh dveh stvari. Pa bova šla zdaj najprej pogledati za kolk, najprej skozi iztek kolka, bova šla v dvig bokov, s tem, da deva kar na prste postaviti, ker gremo prek prstov. Zdaj lahko bi tukaj tudi postavila neko višjo površino in greva z tega gor. Zdaj tukaj je spet ena zelo pomembna stvar. Tukaj lahko poaktiviramo trebušni del, da ne prihaja do preveč iz tega in greva zdaj z boki dol in dvigava gor. Tukaj se pravi, gre za dobro aktivacijo zadnjih stregenskih, zadnjičnih mišic skozi iztek kolka. Potem drug gib, ki je zelo pomemben, te se kar obrnava na bok. Pa gremo zdaj začnemo v tej poziciji, spodno nogo lahko malo pokrčimo. Gremo še nazaj z nogo. Stopalo sproščeno, mačkim ga lahko obrnemo na gor, pa gremo zdaj v odmik navzgor. Tukaj gledamo, da smo lepo poravnani v kolku. Zdaj pri teh odmikih, tukaj se velikrat pojavlja napaka, da se osredotočimo samo na eno ravnino in zdaj v tisti ravnini ustrajamo, ker pač smo nekje videli tovar. Zdaj, če hočemo mi zadeti malo različne predele glutealne regije, pa tudi če mogoče zraven, ko bomo šli pol v spredi, tudi sam tenzor, moramo iti od tega, da je noga včasih malo nazaj, da je noga neobično, do tega, da gremo potem z nogo tudi malo bolj naprej. Izvajamo v tej poziciji. Se pravi, če smo rekli pa še za sam tenzor, moramo iti pa še sploh malenko skrboče v tej poziciji, še malo bolj naprej in bomo včasih tudi tukaj prišli do tega, da bomo zadeli na sam tenzor. Se pravi, dejte to vzeti kot podporno vajo in dejte jim malo menjavati te vaje, ne skozi se pravi ostajati na isti izvedbi. Gremo zdaj na upogib kolka, dajva se kar usesti, se kar usedeš, koga se nazaj ne samo na roke, pa gremo zdaj za začetek, gremo se pravi dviga iztegnjene noge. Pri vseh teh vajah za kolk je vedno pomembno, da je stopalo sproščeno, da se gib proži iz kolka. Se pravi, če bo stopalo naravnost obrnjeno, samo malo bolj osredotočen na rektus. Če ga bomo obrnili malo navzven, ker je stegna kolena, bo malo bolj se osredotočil, v tem primeru na iliopsoas. Če bomo obrnili stopalo navznoter, bomo malo bolj krepili tenzor. Spet, imamo različne variacije, ne ves čas delati zgolj eno, ker potem boste razvijali zgolj v tistem delu neko moč, kontrolo in vse skupaj. Vse veste, kako med gibanjem pa ne funkcionira zgolj ena stvar, ampak se več stvari naenkrat povezuje. Gremo še na eno zadevo, to so zdaj primiti. Gremo kar spet v bočni položaj, ki si kar moče druga stran obrne. Pa deva se malo strupno dvigam dol mogoče, malo se tako naslon. Pa gremo zdaj iz tega, najprej lahko tlele spredaj, spet stopalo sproščeno. Tako. Imamo to varianto in potem še varianto, ko damo nogo čez in imamo še spode. Se pravi, spet imamo več različnih variacij. Zdaj smo si malo pogledali, se pravi, iztek, upogib kolka, pogledali smo si odmik, primik, podporne vaje za sam kolčni sklep. Obstaja veliko, zdaj tukaj smo prikazala jih par. Druga zadeva, koliko smo rekli, kolk in gležen. Pejva zdaj še do stene, pa kar mogoče malo bližji, pa greva zdaj se pravi na vzpone, na prste. Greva kar najprej začetek na iztegnjene noge. Se pravi, tukaj je koleno iztegnjeno in greva dvigava na prste. Se pravi, tukaj ne pozabiti na eno zadevo. Ne obstaja zgolj variacija te noge na iztegnjeno nogo. Deva zdaj še na pokrčeno nogo. Se pravi, če na iztegnjene malo bolj aktiviramo gastrocnemius, bomo tukaj aktivirali soleus, ki je v bistvu zelo pomemben pri sami kontroli gležnja, kot stabilizacija gležnja. Se pravi, imamo te dve variacije za sam, recimo temu del gležen stopala. Evo, zdaj smo pri vajah, o katerih smo že prej govorili, kako adaptirati kolenski sklep na obremenitev. Prva taka super zadeva je zadrževanje tega statičnega polčepa. Te statične vaje oziroma izometrične vaje so najbolj za začetek. Se pravi, samo držimo, tukaj ni nekih hitrosti gibanja, ampak zgolj za zadrževanje položaja. Tako da začnemo ponavadi s takimi stvarmi. Recimo, kako bi take zadeve lahko nadgrajevali s kakšno počasno ekscentriko. Gremo zdaj kar prikazati na tele poševni naklonini, bo Uroš na eni nogi počasi spuščal dol, spustne bo kar počasi, vedno počasi, kontrolirano spuščamo in potem z drugo nogo dvignemo navzgor, oziroma z obema navzgor. Tako da tukaj vedno začnemo z bolj počasnimi izvedbami in potem kasneje dodajamo samo hitrost. Kako zdaj te zadeve še naprej nadgrajevati, da vas stopati kar zraven,
Ok, zdaj bi lahko bila to čisto navadna izvedba, greva kar na en počep, se pravi čisto navaden počep, ekscentrično, koncentrična izvedba, se pravi, zdaj so gibi že bolj normalno povezani. Zdaj tudi sicer je pol prehod naprej od tega proti osnovnim gibalnim vzorcem, teh zdaj niti ne bova kazala, to so počepi, izpadni koraki, mrtvi dvigi, za koleno ne pozabiti razne upogibe kolena, se pravi, to lahko delamo z veliko žogo, ko vlečamo k sebi na skejtu, na fitness napravah. Tako da teh vaj je cel kup, dajte samo pravilno progresijo narediti, na ta način boste naredili dobro preventivo in v bistvu tudi, če se že dogaja kakšne težave, na ta način dobro uravnotežite telo, da bo spet dovolj tako, kar more. Ok, evo, to je bilo to za tretjo epizodo, pa se vidimo naslednjič. Čau!